Kreativna skupina mladih angleških navdušencev nam je danes dopoldne na odru Art Campa predstavila čarobno zgodbico o deklici Tildi, ki rada bere, se igra, pleše in poje. Musical smo na tem odru letos videli prvič. Kako je izgledal, pa si poglejmo v nadaljevanju. Tilda je majhno dekle velikih želja. Poda se v šolo, kjer spozna veliko zanimivih somišljenikov, čudovito učiteljico in izjemno grozno ter najbolj zlobno ravnateljico vseh časov. Danes ste si ogledali predstavo The Story About Tilda, ki je na nek način zgodba o Matildi, ki je tudi originalna zgodba. In kaj je počela Tilda danes? Ja, Tilda je počela razne stvari, od vsega je celo najbolj zanimivo to, da je čarala, je spoznala novo šolo in imela dobre prijatelje, seveda pa je tudi pela in plesala. Kako dolgo pa se učite za eno tako predstavo? Približno eno šolsko leto. Seveda imamo vmes tudi nekaj krajših nastopov na osnovnih šolah različnih, kjer predvajamo samo polovico ali še manj zgodbe. Vedno imate predstave v angleščini? Ja, to je namen English Kids Theatre, da spoznamo gledališke zgodbe tudi skozi druge jezike. Kako dolgo se pa že učiš angleščino? Angleščino se učim že od 1. razreda. In zakaj ti je tako všeč? Ne vem, rada imam zelo jezike in angleščina mi je najljubša, ampak ostale jezike so mi prav tako zelo všeč. Se tudi ti učiš več jezikov? Ja, učim se tudi nemščino, pa tudi francoščino nekaj malega. Pač jeziki so mi všeč, zato ker dosti potujemo in zato se znam sporazumevati z ljudmi. English Kids Theatre je svež veter v mladinski kulturi Maribora. S pozitivnim sproščenim pristopom mlade vzpodbujajo k učenju jezikov. Ja, otroci so res super, eden boljši od drugega. Danes smo sicer v okrnjeni zasedbi, ker pač otroci so na počitnicah, ampak vseeno mislim, da nam je dobro uspelo. Zdaj vaje potekajo vsak ponedeljek od 5. do 7. ure na Zvezi prijateljev mladine Maribor in tam jih seveda tudi uči naša Nina, režiserka, angleščino. Zraven pa imamo tudi naravnega govorca, Briana Lauha, iz Amerike prihaja in oni še potem pili to njihovo angleščino, tako da jaz mislim, da so super. Potem še je tudi za koreografijo poskrbela Tamara Kurnik in petje pa je poskrbel naš Simon Radko in seveda tudi za vso tehniko, ki jo imamo tukaj, pa naš Jaka. Tako. Ta angleščina, ki so danes otroci različnih starosti pravzaprav govorili, je kar zahtevna. Kako dolgo rabijo, da se naučijo? Ja, je kar zahtevna. Teh 6 aktov so se v bistvu učili od, bi rekla, septembra do konc maja, začetek junija. Tako da kar je zahtevno. Vmes smo že imeli nekatere nastope. Zdaj ne z vsemi 6 akti, ker pač niso se že do takrat naučile. Na 4 osnovnih šolah smo že nastopali in premiero smo tudi imeli. Tako da učijo, se pravim, vse skupaj od septembra do maja. Tam nekje, ja, vse skupaj, da se naučijo. Kako potekajo te vaje? To bolj v sproščenem stilu ali smo zahtevni ali... So kar v sproščenem stilu, vsi so zelo mladi mentori, tako da se zelo zabavajo pri plesu, petju, vse posod. Včasih, ko so potem že malo preveč razigrane, potem mogoče malo Nina reče, da zdaj pa gre za res, ampak saj okrog Boga in poslušajo, tako da sproščeno. In radi pridejo, otroci zelo radi. Če želite, da se tudi vaši otroci naučijo novih jezikov skozi igro, ples in petje, jih lahko v ta program vpišete ponovno septembra, ko bo English Kids Theatre pričel novo sezono.